Pozdravljeni, sem Nataša Kukovič iz Intelektuma in za vas izdelam spletno stran, ki jo s ponosom pokažete svetu, njeni obiskovalci pa z užitkom in lahkoto uporabljajo. In danes že nova epizoda moje video serije, vaša spletna stran od A do Ž, in danes bom spregovorila o pasteh nizke cene spletne strani. Ker v vseh letih, odkar delam spletne strani, sem opazila, da nekateri izdelovalci res absurdno spuščajo cene spletnih strani, ampak to smo ugotovili že milijonkrat, da je bolj navidezno kot pa resnično. In to sem zato, da dobivajo nove stranke, da jih pritegnejo. In zelo rada bi danes vam podala nekaj informacij o tem, kaj lahko pričakujete, ko nekdo zelo za nizko ceno dela spletne strani, kaj je za pričakovati od takega projekta, ker razpon ponudb, ki jih boste dobili za svojo spletno stran, na vaše povpraševanje, razpon cene bo res zelo širok. Lahko boste dobivali ponudbe od 500 evrov do 5 jurjev. In je bistveno vedeti, zakaj je temu tako. Prva stvar, ki se jo morate zavedati, je to, da če ni nekaj v ponudbi ali pogodbi navedeno, tega nikoli ne boste mogli uveljavljati. In ravno zaradi tega je izredno pomembno, da pogodba vedno obstaja, da ponudba obstaja in da je natančno specificirana. Druga stvar, ki se jo morate res zavedati, je to, da vsaka ponudba, ki bo v štartu najnižja, se lahko izkaže na koncu za najvišjo. Kaj mislim s tem? Temeljna težava pri zelo nizkih cenah je to, da v štartu sicer izdelovalec postavi zelo nizko ceno, ne povem vam niti točno, kaj je vključeno, tu je potem bistveno tisto, da imate ponudbo, da imate pogodbo, in vi seveda kot laik ne veste, kaj bi moralo biti vključeno. In v bistvu vam samo dajo ponudbo postavko izdelava spletne strani in tista nizka cena in vi ne veste, kaj to pomeni. Vi dobite tule zelo eno nizko ponudbo za 500 evrov recimo, pol pa date delati še meni ali nekomu drugemu, pa vam da za isto stvar ponudbo 2 jurja. Kako lahko prije do take razlike? Morate vedeti, tisti, ki vam je dal ceno 500 evrov, vas ni povabil na razgovor verjetno, ni povprašal točno o tem, kaj vi potrebujete, ni se poglobil niti v vaš posel, da bi videl, kaj je za vas smiselno in kaj ni smiselno. Sploh ni vam povedal, kakšne opcije imate. In seveda, zato niti pomislite na to, kaj vse bi on moral narediti, ker drugače ne more dati prave cene. In čisto logično je, da v bistvu tekom takega projekta, ki se je začel za zelo nizko ceno, stroški hitro naraščajo, zato ker vam ves čas ugotavljate, da rabite še to, še to, še to, še to, še to, in dejansko izdelovalci se tega zavedajo in vas na limance dobijo z nizko ceno, na koncu pa vas pride veliko več. Jaz bi vam mogoče naračunala 2000 evrov, oni vam je naračunal 500, na koncu boste pa njemu dali 2500 evrov. To se dejansko dogaja in to zelo pogosto. No in največja razlika je ravno v tem. Tam dobite ponudbo za 500 evrov, ki naraste na 2 jurja ali 2 jurja pa pol, pri meni pa dobite v osnovi ponudbo za 2 jurja, ki ostane 2 jurja. In na koncu, ko skupaj potegnete stroške, je to bilo 2 jurja in nič več, niti evra več. Če dobimo ponudbo za zelo nizko ceno, to, kar bom zdaj povedala, ne velja za čisto vse. Nekateri mogoče so tudi zelo dobri izdelovalci, pa naredijo poceni zato, ker se hoče prebiti na trg ali pa imajo, v nekem trenutku nucajo nujno, 500 evrov in bojo s 500 evri s tako ceno ful hitro dosegli, dobili neko stranko. Je pa res, da to so redki primeri, večinoma pa lahko pričakujete, da bo spletna stran za tako nizko ceno, kar se oblikovanja tiče, ful osnovna, pa podobna 500 drugim. Če je vam to ok, super, to bo delano na neki predpripravljeni temi, ki na koncu vas bo tudi funkcionalno omejevala mogoče, ko boste v prihodnosti želeli kaj več. Ampak to bo neki povprečni dizajni, to ne bo neka spletna stran, ki bo imela vašo dušo, ki bo imela
vaš podpis, veste, to je to. In to je tista bistvena razlika. A imate spletno stran z dizajnom po meri, ali imate spletno stran, ki je delana ful poceni z neko predpripravljeno predlogo, ki vam sploh ni prilagojena. Zdaj, je še ena tudi pastane. Zdaj, ful imate nizke cene spletnih strani, pri katerih piše, da je vključeno oblikovanje po meri, ampak kaj veliko kdo misli s tem oblikovanjem po meri. Za njih je oblikovanje po meri to, da vam v temo vnesejo vaše barve, pisave, pa mogoče kako malenkost naredijo, ampak to je to. Drugače pa zgleda vaša spletna stran, tako je tema, samo barve pa pisave so druge, mogoče kakšna oblika, mogoče oblika gumba, recimo se spremeni in to je to. In to je za njih oblikovanje po meri. Za mene je oblikovanje po meri to, da grem vsako stvar dejansko prilagajati vašemu brendu, torej, da se bodo ljudje res počutili na vaši spletni strani tako, kot se počutijo v vaši osebni družbi. In zdaj, če to navežem mogoče na epizodo videoserije iz prejšnjega tedna, ko sem govorila o tem, da je lahko spletna stran centralno mesto za vaš marketing, za komunikacijo s sledilci, in če je temu tako, vi ne morete imeti neke spletne strani, ki se zlije s tisočimi drugimi. V takem primeru je že fajn, da imate spletno stran, ki resnično dela tisto, kar vi hočete. Ker zdaj neka spletna stran na neki predlogi vas bo tudi funkcionalno omejevala in mogoče neke stvari, ki bi jih vi morali imeti za to, da vam olajša poslovanje ali pa poveča prodajo, ne boste mogli imeti, ker neka tema ali nek dizajn tega pač ne bo omogočal. Potem so pa še druge slabosti takih poceni spletnih strani, ki se običajno pokažejo šele po izdelavi ali pa tekom izdelave. In to je potem še posebej neljuba situacija, zato ker ne moremo za nazaj, pač ne uspe nam običajno za nazaj doseči karkoli. In zdaj izdelovalci točno vejo, kaj lahko vi opazite in kaj ne. In v poplavi nekih svojih projektov, ki jih imajo, ker hočejo pač čim več zaslužiti, mogoče pošepajo na kakem področju, kaj ne naredijo, zato ker jim vzame nekaj časa. Zdaj pa ena taka tipičen problem, ki sem ga opazila do zdaj, je, da take spletne strani šepajo pri varnosti. Kaj za to pomeni? Izdelovalec vam sploh varnostnega sistema ne naredi. Vi seveda tega ne opazite, ker naenkrat pa pride do nekega vdora in potem reševanje tistega vdora je veliko dražje, kot pa da bi v štartu to pač bilo všteto. V praksi smo opazili tudi večkrat, zdaj že dejansko 21. stoletje, ko točno vemo, da ljudje preko telefona hodijo na spletne strani, in dejansko ni vsem izdelovalcem samoumevno, da bojo mobilno optimizirali. Torej, ko vi preden začnete sodelovati z nekom, preden vam zračuna ceno, izrecno morate reči, mobilna optimizacija mora biti in do kakšne stopnje, a mora biti neka taka osnovna, tudi da se da uporabljati, ali mora biti malo napredna taka, da je res testa optimalna. To morate res specificirati, ne prepustiti ničesar na ključju, ker nič ni samoumevno. To je zdaj pač bistveno v tem. Torej, prepričite se, a je v ponudbi všteta mobilna optimizacija, da ne boste potem dobili pol izdelka, ker to je dobesedno pol izdelek. Če je spletna stran, ki ni mobilno optimizirana, vas bo dodatno mobilna optimizacija prišla vsaj še enkrat toliko, ko vas je prišla izdelava. Tako da, ja. Pol, kaj je še ena stvar, ki jo zelo radi zignorirajo izdelovalci, kaj je to prikrito, to ugotovite šele takrat, ko je že zdavnaj prepozno. In sicer to, da spletne strani sploh tehnično ne pripravijo za možnost, da bi vi kdaj hoteli rangirati v brskalnikih. Zdaj ne rečem, to ni strategija, ki jo privzame čisto vsak podjetnik, da bo zdaj se šel SEO. SEO je Search Engine Optimization, torej pač, da ste vidni v brskalnikih. Tako da, res se pozanimite, kaj glede tega vam naredijo. Vam naredijo Google vizitko, ali dajo link do vaše spletne strani v Google vizitko, ali vam povežajo analitiko in tako naprej. Pač neke te stvari, dajte se pozanimati, a boste vi v Google s to spletno stranjo lahko kandidirali, a vam bojo vsaj tehnično pač stvari nastavili, ali vam ne bojo. Lahko je velik problem tudi to. Zdaj, veliko kdo promovira ful hitro izdelavo spletne strani, v enem tednu, v 2 tednih vam naredimo spletno trgovino. Ja, saj to je res. Samo vprašajte se,
kaj boste za to dobili. Ok, to bo poceni spletna trgovina, fajn, ampak dobili boste pa samo ogrodje po vsej verjetnosti. Nobene vsebine ne bo noter, boste mogli sami tekste, slike dodajati, ne bojo vam svetovali, kako to dodati, kje, kako mora biti slika obdelana. To so stvari, ki so zelo pomembne in ko greste v izdelavo spletne strani za zelo nizko ceno, tvegate, da nič od tega ne bo urejeno tako, kot je treba. In boste dobili res tako ogrodje. In zdaj ena stvar je lahko, da se boste ukvarjali s tem, pa naredili pol narobe, oziroma pol tako neustrezno in se bo na dolgi rok potem to začelo kazati, da ni bilo ustrezno izvedeno. Lahko se pa zgodi, da boste puško v koruzo vrgli in se sploh s tem ne boste ukvarjali in imamo potem spletna stran tam stala, pol leta, 1 leto, pol boste pa spet zbrali tisto energijo, da boste pa našli res enega izdelovalca, ki vam bo v že vse pomagal. Zdaj, ful je pomemben faktor, da razmislite tudi o tem, da se pozanimate, a vam bojo pomagali vsebinsko pripravljati materijale, a vam bojo svetovali, kaj na spletno stran spada, ker čisto iskreno, vi ste lahko ful dober pisec za svoje blog zapise, vi lahko ful stvari delate ful dobro, ampak na koncu pa ugotovite, da za spletno stran pa ne znate napisati, zato ker mi smo spoha, mi vemo, kaj na spletno stran spada. Na spletno stran ne spadajo vaši dolgi zapisi, ne na domača stran, ampak spadajo kratki stavki, udarni stavki in tu vam lahko mi veliko pomagamo, ampak vsi tega enostavno ne počnejo. Nenazadnje se morate pa še tudi prepričati, ali vas bo izdelovalec podprl tudi po izdelavi, torej v prvi vrsti, a vas bo naučil uporabljati vašo spletno stran, a vam bo dal polni dostop, da boste lahko vi sploh urejali stvari sami kaj, ali vas bo vezal in s tem povzročil dodatne stroške, ali pa vas bo prepustil same sebi, brez nobenega izobraževanja za uporabo, brez ničesar in vi pol boste spet iskali nekega novega izvajalca, ki vam bo to seveda bolj dražje zakasiral. Tako da, to so zdaj spostavlja neke take pomisleke, kaj je treba paziti, ko dobivate ful nizke cene. Zdaj, da se izognete temu, da bi se nasankali z neko nizko ceno, lahko to naredite nekako na 2 načina. Najbolj enostavno se je temu izogniti na tak način, da v bistvu preden vi sploh date delati ponudbe za izdelavo spletne strani, že naredite en org načrt spletne strani in vi točno specificirate noter, kaj mora spletna stran imeti, in potem samo poskrbite, da je to tudi v ponudbi napisano. Pol drugi način, kako lahko poskrbite, da se izognete temu, je, da v osnovi poskrbite, da je vsaka malenkost zapisana v pogodbi. Enostavno ne delite z izvajalci, ki ne dajejo ponudbe, ne dajejo pogodbe, karkoli zavezujočega z natančno specifikacijo tega, kar bo noter. Zdaj, čisti svojega primera povem. Jaz naredim ponudbo včasih na 4 straneh. Zato, ker je po alineja točno vse napisano, kaj je not. In če to ni napisano not, nima noben kaj reči, da jaz nisem naredila. Če je not, bom naredila, če ni not, ne bom naredila. A pa mogoče, kako malenkost, ja. Ampak definitivno ne morete vi loviti nekoga za nekaj, kar vam ni črno na belem obljubil. In to sta ta 2. Vi v prvi vrsti naredite povpraševanje, tako je treba, v drugi vrsti pa poskrbite, da imate črno na belem vse napisano, kaj vam mora dostaviti in potem, kaj še je, da se izognete tem skritim napakam, ki se ponavadi pokažejo šele kasneje, dejte vložiti mogoče 50-100 evrov v enega neodvisnega izvajalca zunanjega, da vam po izdelavi spletne strani naredi analizo po tem, kar imate vi v ponudbi. Torej, definitivno morate imeti za osnovo ponudbo, da vam nekdo oceni, ja, to je bilo narejeno, to je bilo narejeno, to je bilo narejeno, pa pregledajo vam tudi neke osnovne stvari, ki bi morale biti in mogoče odkrijajo, da kaj res bistvenega pa ni, kar bi vsaka spletna stran morala imeti in da imate potem neko izhodišče za nadaljnja pogajanja. Je mogoče to 50-100 evrov zraven, ampak se splača, ker tam pa enem letu, 2, ko bojo že težave, bo veliko dražje reševati težave, ko pa v štartu porihtati. Tako, jaz upam, da sem vam danes dala malo širši vpogled v to, kaj pomeni nizka cena spletne strani, kaj lahko pomeni. Seveda ne trdim, da to velja v vseh primerih, ampak iz mojih izkušenj je 90% nizke cene je to.
Ali je spletna stran kar neki naklamfana skup, neki pač ni dizajn, ni kakav, ne dajo vam vsebine, nič se ne ukvarjajo z vami, to je večinoma, da ne govorimo o odzivnosti, komunikaciji in tako naprej. Zdaj pač, vi se morate pač vprašati, kaj je za vas pomembno. Zdaj, čisto iskreno, tudi take poceni spletne strani za nekatere so. Predvsem za take, ki vam ni spletna stran neko centralno mesto za vas marketing, ko ne boste oglaševali na Google, ko ne boste oglaševali na Facebooku, pa če vam je spletna stran samo toliko, da vi ročno ljudi pač pošiljate tja po več informacij, torej bolj informativne narave. V takem primeru vi ne rabite vlagati ne vem kakšen denar v spletno stran in vam je neka taka spletna stran na neki predlogi čisto ok, ker je to vaša spletna vizitka in mora izgledati lepo, ni pa zdaj bistveno, a ima res vse elemente vašega CGP-ja gor ali ne. Če pa hočete res, da vam spletna stran nekaj dela, v takem primeru bo pa treba vložiti v custom design, v dizajn po meri, ker s temi predlogami pa to slej ko prej to ne bo šlo. Tudi če dizajn gre skozi, na koncu, ko boste hoteli nekaj razširiti, ko boste hoteli nekaj dodati, se bo tema vam proti postavila. Neke te predpripravljene teme se nam rade proti postavijo in štrajkajo, ko hočemo nekaj več od svoje spletne strani. Tako da, če hočete pomoč pri odločitvi, katera pot je za vas boljša, me tudi lahko kontaktirate, z veseljem vam pomagam, povabim vas na uvodni brezplačen, neobvezujoč pogovor, kjer lahko vse to ugotovimo in potem ugotovimo še, če vam lahko jaz pomagam na poti do vaše sanjske spletne strani. Če imate kako mnenje o današnji tematiki, mogoče kako negativno izkušnjo že ali pa dobro izkušnjo ali kakorkoli, dajte pokomentirati, da malo drugi tudi izvejo kakšne izkušnje. Naslednjo sredo pa že spregovorim o novi temi in sicer govorila bom o osnovnih pojmih pri izdelavi spletne strani, torej preden se začne izdelava spletne strani, kjer pojme morate poznati, pa tudi bom malo z videi prikazala, malo o gostovanju, domeni in take stvari bom razlagala. Teda, če vas to zanima, neki začetne predpostavke izdelave spletne strani, se mi pridružite naslednji teden spet v sredo ob 10. Jaz se že veselim, da se tam podružimo spet in bodite lepo. Čau, čau!